V rubriko Glas ljudstva nam je pisala 12-letna Lucija, ki se že pri teh letih muči z vprašanji, kot je, zakaj slovenščina nima 7. sklona. Ker mi o sklonih vemo približno toliko kot Španci o streljanju 11 metrovk, smo odgovor raje prepustili mojstru slovenskega jezika, ki je prejšnji teden ravno praznoval rojstni dan. Luciji odgovarja dr. France P. O, draga Lucija, izpolnim ti sanje. Odgovor dobiš zdaj na tvoje vprašanje, kako se zgodilo je in kdo je kriv, kam neki se 7. nam sklon je zgubil. No, seveda, da najprej razčistimo, govorim vam o slovnici, o sklonih in sklanjatvah v jeziku. To ni tako kot takrat, ko vržemo krajcer na tla in čakamo, da ga krčmarica pobere. No, to so neke druge sklanjatve. Ana, ne tako dolgo nazaj je naš jezik še imel 7. sklon, imenovan točilnik. In vse je bilo v redu, dokler ga zoprni novočarkaši niso poskušali definirati. Potlej se je pa začelo. Nismo se mogli zediniti glede vprašanja. Na Dolenjskem se za točilnik vprašajo, kje in koliko. Na Kranjskem pa recimo, kje in koliko je za plačati. Še huje je bilo na Štajerskem, kjer so spraševali samo kje in ali je še. In seveda na Primorskem, kjer so se spraševali koliko in kaj bomo zraven jedli. Potem pa se mi je zapisala še tista. Ali prav se piše točilnik ali točilnik. Le gole daje naj Kopitar. Kopitar je bil! Prepovedal je 7. sklon in tako se zdaj po vseh ljubljanskih krčmah v glavnem uporabljata 2 sklona. Mi zahtevamo v dajalniku, ko pa se nabere dolg, pa krčmar uporabi tožilnik. In če ne plačaš, pride orodnik, oziroma orožnik. Ja, tako je, draga Lucija. Ti pa si predvsem zapomni, da slep je, kdor oddajo gleda. Nič ni res, kar tam se kaže, televizija nam laže, na ljudstvo tega se zaveda. Ok, če nas gleda, pa nas ima rad, pol je subscriber, ne? Ja, sam kaj pa če nas gleda, pa nas ne mara? Potem je pa subskrajnež. Ah.